Lep pozdrav še enkrat z moje strani. Danes vam bom predstavila delne rezultate potekajočega projekta, ARRS projekta, pri katerem se ukvarjamo z konceptom povezljivosti v Krasu, in sicer raziskujemo povezave med vrtačami in spodaj ležečimi jamami. Ja, spet bo govora o vrtačah. Vrtači so kar pogosta tema zadnja leta na teh simpozijih, še eno predavanje bo sledilo v današnji sekciji, ampak bomo kar začeli. Torej, malček se bom motila s tem usklajevanjem. Torej, kaj so vrtači, verjetno vsi veste še iz osnovne šole, več ali manj. Torej, gre za kraške kotanje, ki so nastale v apnencu in v več ali manj dolomitu v Sloveniji. To so kotanje, ki so bile v preteklosti veliko uporabljene strani ljudi. Torej, v njih so bile njive, vrtovi, apnenice, oglarske kope. Danes je večina vrtač zaraščenih, ampak te antropogene vplive, ki so nekoč nastajali v vrtačah ali pa še zmeraj, njih je tudi seveda zelo veliko odlagališč odpadkov, lahko sledimo tudi v kraškem podzemlju. Torej, jame so prav arhivi za odkrivanje teh in to je eden od naših namenov v tem projektu. Torej, skeniranje, večina raziskav, ki je bila do sedaj, oziroma sodobne raziskave, ki se ukvarjajo z vrtačami, uporabljajo LIDAR, govorim o geomorfoloških raziskavah, geoloških, uporabljajo LIDAR, digitalni model višin 1x1 meter. Slednji omogoča odkrivanje geoloških struktur, razkrivanje geoloških struktur, sploh večjih, omogoča razkrivanje geoloških oblik, geoloških procesov, geomorfoloških oblik, geomorfoloških procesov, hkrati pa seveda antropogene dejavnike iz preteklosti. Recimo, vidite suhozide, to je recimo sky biofaktor, potem tudi apnenice so vidne. Za raziskovanje kraških jam, kraškega podzemlja pa se v zadnjem času, lahko rečemo v zadnjih 15 letih že, zelo je prisotno 3D skeniranje, torej terestično lasersko skeniranje. Na slajdu vidite 3 primere, in sicer že leta 2008 je bilo v GIS monografiji objavljeno strani geodetov Petroviča, sodelavci so skenirali, 3D skenirali železno jamo. Takrat so naredili 3D model, skenirali in ga dali tudi v topografski model, torej pod topografijo. Skenirali so z statičnim terestičnim skenerjem takrat, poskenirane so tudi že škocjanske jame, kaj več lahko o tem preberete v Geodetskem vestniku, objavila je torej Nadja Zupanhajna skupaj z Valtersom. In pa eden novejših primerov je 3D lasersko skeniranje Županove jame, in sicer mislim, da je bila to magistrska naloga na Fakulteti za geodezijo Petra Podržaja, so skenirali z majhnim statičnim skenerjem Leica BLK 360 jamo. Zdaj, diploma oziroma magistrsko delo je objavljeno na spletu. Skupno torej vsem tem raziskavam dosedanjim je bilo predvsem uporaba stacionarnih lidarjev. Mi smo, a sem jaz en slajd preskočila? Ja, se opravičujem. Torej, za testno jamo smo si izbrali jamo Polina Peč, to je jama v Mlatarskem Podolju. Gre za krajšo 400 metrov dolgo jamo. Jama ima več ali manj vodoravne rove in presekana je z enim vertikalnim vodoznim breznom. Nekje do globine 50 metrov sega to brezno, drugače pa je jama nekje 30 metrov pod površjem. Torej, uporabili smo, to je načrt jame. V bistvu smo najprej pogledali načrt v katastru jam, jamo na terenu, in potem smo se odločili, da jo bomo posneli v več sektorjih. Namreč skenirali smo z mobilnim skenerjem Leica BLK 2Go, ki ima domet 25
to je tale napravica tukajle, ki ima domet 25 metrov, je zelo priročen za skeniranje jam in jamskih rovov, brezen, kjer ne moremo postaviti stativa za stacionarni lidar. No, še nekaj podatkov tega skenerja, čistko. Natančnost skenov je 2 centimetra, zelo hitro, ima vrtljivo os, kar pomeni, da zajema 360 stopinj cel krog in v bistvu 700.000 točk na sekundo. Hkrati ima 3 panoramske kamere, ki obarvajo oblak točk in od zadaj naredijo tudi panoramsko sliko, tako da je dejansko lahko jamo raziskuješ pred računalnikom, ko imaš enkrat tak sken. Torej, poskenirali smo v 6 sektorjih, v 6 skenih. Prvi je tale zunanji del pred jamo in sicer je vhod v jamo je v vrtači in rabili smo podatke za, pač skeni se med sebojno prekrivajo in ta prvi sken, s katerim smo poskenirali vrtačo, smo potem potegnili še malo v spodmol, ker smo rabili podatke za georeferenciranje jame, seveda na površju. Georeferencirali smo jo z tarčami, ki smo jih postavili pred jamo, uporabili smo Leica z eno GPS, in teh 6 sektorjev smo potem združili v en skupen sken, skupen oblak točk, ki skupno 1 milijardo točk, v glavnem trajektorij, cela pot, ki smo jo prehodili, je 1,8 kilometra in trajalo je 1 uro pa pol celotno skeniranje jame. Tukaj le vidite, kako smo pač tarče razporedili, to je recimo primer združevanja teh 2 oblakov točk v programu Cyclone Register 360. Tarče smo postavili v jami po teh mestnih območjih in potem na podlagi tega združevali skene. Skratka, to je nekaj o sami metodologiji zajema. Takole izgleda zdaj tale naš oblak točk jame pod površjem, torej površje je lidar 1 meter, digitalni model višin, in tukaj le smo povezali površje in podzemlje preko te vhodne vrtače. Zdaj, želeli smo določene podatke o globini jame pod površjem, o njeni obliki, geometriji in če vam na kratko predstavim jamo, torej vhod v jamo je v vrtači pod spodmolom na nadmorski višini 565 metrov, potem se spusti po ozkem rovu, podornem in skozi ožjo razpoko je potem vhod v večjo podorno dvorano, najnižji del na 547 metrih, najvišji v teh 2 zajedah 570 metrov in gre nad sam vhod jame. Potem se jama postopno dviguje, tale podorna dvorana se oža in doseže 572 metrov, to je najvišja točka in v tej točki smo najbližje površju. Tukaj smo 7 metrov pod površjem, potem se rov spusti in nadaljuje v takih čisto drugačnih, ozkih, majhnih rovih, težko prehodnih, skoraj da je treba plaziti pač po njih, po nekaterih, in presekana z tem navpičnim vadoznim breznom, ki doseže najnižjo točko 513 metrov, torej skratka nekje 50 metrov pod površjem je jama. Zdaj, glede na to, da nismo čisto sigurni vse te metode in to smo želeli to preveriti, tudi nekako z neko drugo metodo še na terenu in smo se odločili, da uporabimo metodo električne opornosti tal. To je geofizikalna metoda, ki omogoča v bistvu razpoznavanje različnih materialov, ki imajo različno električno opornost. Je zelo uveljavljena v krasoslovju za odkrivanje kraških jam, še neodkritih kraških jam, za debelino sedimentov in za stratigrafije na splošno. Torej, ta metoda je potem izgleda takole, Mi smo po površju potegnili linijo 275 metrov dolgega kabla, na katerem je 56 elektrod, med njimi je 5 metrov razdalje in v bistvu se priklopi vse skupaj na eno napravo in na vir električnega toka, na baterijo in potem pač inicira električni tok in dobimo takšno le sliko kot rezultat. In zdaj naša jama je tukaj le vidimo na
nekje med elektrodo številka 19 in 26 in tudi tukaj le smo jo dobili na isti razdalji. Tako da to nam je potem bila potrditev, da smo nekje pravilno georeferencirali vse skupaj, da ni med samimi skeni prihajalo nekih večjih napak. Pa čeprav smo že prej v programu to nekako tudi vedeli, a ne. Tako da tukaj le zdaj tale Polina peč, tudi globina, če primerjamo tale, torej ta profil električne opornosti tal, z tem profilom zgore vidimo nekje na 10 metrih je tukaj jama. Zraven smo odkrili še eno jamo, namreč ta del, okolica Poline peči je speleološko še precej neraziskana, tako da bo potrebno v prihodnje še temu nameniti. Skratka, s to metodo smo potrdili globino jame in nekako lego. Zato smo potem lahko brez problema nadaljevali z nadaljnjimi geološkimi določenjem geoloških struktur in geomorfoloških struktur. Torej, takole nekako, to je samo en prikaz tega 3D skena, 3D modela jame, kjer se vidijo lepo plasti, debelina plasti se lahko se določi upad plasti, ker imamo seveda vse georeferencirano, lahko smer plasti določimo. In potem smo z tega izdelali eno tako karto strukturnih, geoloških struktur v jami. Seveda, vse smo tudi na terenu preverili in kartirali, ni zdaj to vse samo iz tega skena, a ne. Ampak je v veliko pomoč eno in drugo, če dopolnjujemo, a ne. Tako da dejansko smo določili smer proti severovzhodu, potem nagnjenost plasti, ki se razlikuje nekako med 20 do 50 stopinj, no 30-40 prevladujejo in vmes tudi razpoke, razpoklinske cone, njihovo smer in tako, ja. Podobno smo na površju tudi na podlagi pač Skyview faktorja, z Skyview faktorjem prikazanega lidarja, kjer se tudi vidijo marsikakšne spremembe v geologiji, v strukturah in v geomorfologiji, potem naredili geološko strukturno karto površja. Takole nekako tukaj le smo zaznali mejo med, ki vidite tukaj, a ne, meja med skladovitimi, plastovitimi apnenci in tukaj le med masivnimi apnenci, mi jo zarisali, breča je tudi smo jo pač na terenu seveda odkrili, ne tukaj, ampak iz samega skena se vidijo potem tudi določene razpoklinske cone, usmerjenost prav tako proti severovzhodu smo tudi na terenu skartirali in razpoklinske cone, številne razpoklinske cone, ki so zelo vertikalne, med 80 in 90 stopinj. Tako da to območje je zelo geološko, hidrogeološko dinamično. Tako da, ja, tukaj le na desni je pa še geomorfološka karta in sicer na površju, če je tole pač nekako projicirana jama na površje, vidimo tukaj le okrog vrtače in s tem so označene denodirane jame, kar pomeni, da dejansko številne vrtače tukaj so brez strope jame. Tukaj je jama, ki je najbolj plitva v površju in tukaj na tem delu je v jami prav tako veliko sedimenta. Torej sedimenti tukaj v jami, kar kaže na neko močno geomorfološko povezanost. 7 metrov pod površjem je jama in verjetno se ji obeta, da bo slej ko prej tudi ta del z denodacijo se odprl površju. Zdaj, mi smo odkrili 2 dela v jami na podlagi torej samega skeniranja, določanja globine jame, določene oblike jame, geološkega kartiranja, geomorfološkega, smo določili 2 območji zaenkrat v prvem delu jame, ki sta zanimivi za preučevanje povezav med vrtačami in to jamo Polina peč. In sicer z rdečo je označen tale rov najbolj plitvo pod površjem, ki sem že prej ga omenila, z modro je pa označeno brezno ob robu te vrtače, to je to brezno, ki je najgloblja točka in tudi kaže neke znake, ampak žal nimam dovolj časa, tako da to modro si poglejte, prosim, v monografiji, kogar zanima, medtem ko bom zdaj malo podrobneje še predstavila tale rov najplitveje pod površjem, ker je res največja površja. Eno minuto? Ok, hitim. Torej številne denodirane jame, in seveda tukaj le pač ta geomorfološka povezanost. Zdaj, ki smo jo že s tem nekako dokazali oziroma jo predvidevamo, a ne. Zdaj, sama hidrološka povezanost pa spet, če pogledamo glede na geološke strukture, glede na geomorfološko karto, tukaj le imamo presek, tale slika prikazuje presek od D3 do D1 vrtače, torej te 2 vrtači, ki sta na površju in dejansko glede na upad plasti, glede na smer upad plasti in smer vode predvidevamo, da
Tukajle, skozi to razpoklinsko cono, ki je pač širša, ni samo takole, priteka voda v ta del jame, ki je najvišje pod površjem. Dejansko torej povezanost obstaja hidrološka z vrtačo D3, medtem ko za D1 še ne moremo zaenkrat nič reči, ker je vezana na drugi primer, ampak za D2 pa je bolj kot ne geomorfološka povezanost. Tako da to je to. Zdaj, da bi pa mi to še malo preverili, smo pa v vrtači postavili ombrometer, ki meri količino padavin in ima tudi neke senzorje v zemlji in v jami smo postavili takšnele merilce kapljanja, to so te napravice v teh lijakih, ki pač kapljice štejejo, števci kapljic, ki padajo skozi, torej imamo podatek za površje in podatek za v zemlji. In v jami smo na tem območju postavili te 3 merilce, to so pač te 3 merilci in imamo že neke rezultate in sicer zgoraj so podatki torej za dnevno količino padavin, spodaj dnevno število kapljic. Imeli smo 3 deževne dogodke v obdobju marec-maj 2022 in to so podatki za 3 merilce. In sicer, žal mi je, ne morem dati vseh 3 na isti graf, zato ker so ogromne razlike. Če pogledate, tukaj je 7000 kapljic v enem dnevu steklo skozi, tukaj 15, tukaj 3500. Tako da ne morem dati na isto skalo, ampak je zanimivo, ker kaže res na velike razlike v odzivu z površja. Zdaj nimam glih časa, da bi to razlagala, je zelo zanimivo, sicer kakšne razlike se kažejo, treba bo upoštevati tudi sezonskost, vpliv vegetacije, ker v nekaterih, recimo v tem primeru, najverjetneje gre za razpoko, v kateri so sedimenti in pronica počasi in pronica celo leto. Tukaj imamo hitre odzive, kar pomeni, da gre skozi neke razpoke, kjer voda hitro steče, večja količina vode. Tukaj smo imeli pa samo en dogodek, ki je bil zaznan, pa merilec dela. Dejansko se v začetku marca še vegetacija ni, drevje še ni bilo ozelene, pač še ni bilo listja in to. Medtem ko potem naprej znalo bi biti tudi, da kakšna korenina v neki razpoki regulira bilanco vode. In če smo zadeli ravno takšno, potem pač moramo upoštevati tudi vpliv vegetacije. Ne samo vegetacije, namreč pri najvišje postavljenem merilcu smo po 2 mesecih, ko smo prišli pregledati podatke, opazili luknjo v dnu vedra. Mi imamo luknjo vedro više, da voda odteka, ampak to je bilo po sušni zimi letošnji. Živali na Krasu niso najdle vode in verjetno je bila kakšna kuna podlasica, ki je to potem zgrizla in prišla do te vode. In sicer to nakazuje tudi na ekološko povezljivost. Tudi živali verjetno pridejo skozi ta najbolj plitev del tudi v podzemlje, do vode v glavnem. Glavne ugotovitve, v bistvu povezovanje visokoločljivih podatkov površja in podzemlja je vsekakor zelo uporabno tudi pri preučevanju povezav med površjem in podzemljem. Dejansko dobimo podatke o lokacijah v jami in na površju, o nekih njihovih detaljnih karakteristikah. Zavmesno lahko dobimo tudi z tem merjenjem električne opornosti tal, tako da dejansko zadeva precej uporabna. Je pa bila testirana samo na tej jami zaenkrat, tako da zaenkrat lahko rečemo, da do 50 metrov globine nekako pač take bolj plitve vodoravne jame so primerne za to. Zdaj, čisto na kratko tako še par izzivov, s katerimi se srečujemo. V bistvu, glede na to, da smo uporabili skener z res kratkim dometom 25 metrov, verjetno nismo prišli do konca tem zajedam v tej podorni dvorani, tako da to bo potrebno še dopolniti. Ta del jame moramo še globino preveriti tudi z meritvami električne opornosti tal. In kako doseči večjo natančnost, zanesljivost? V bistvu, če posnamemo jamo v enem skenu. Če ste videli, jama ni neobvladljiva, bi jo lahko posneli v enem, ker sam skener ima 6 ur možnosti skeniranja, ampak baterija je 45 minut. Tako da v 45 minutah je pa že precej težko posneti vseeno 400 metrov dolgo jamo in njene detajle. Tako da, in še izzivi za površje, to bomo za drugič pustili. Hvala za vašo pozornost, se opravičujem, ker sem bila malček daljša, ampak hvala tudi vsem, ki podpirajo raziskavo.